Čau, wow, 2020. Kakšen let je to bil? Oziroma, kakšen ni bil? Mogoče bi bil fajn en uvod potem, ko sem enostavno zginila pol leta potem, ko sem posnela video o moji zaroki, a ne? V glavnem, kaj se je v bistvu dogajalo? Ko se je začela korona, tam nekje decembra, januarja, še na Kitajskem, je bilo meni to vse ful zanimivo in ful sem spremljala in ful sem konstantno gledala nove informacije, nove doktorje, kaj se dogaja, kaj so zdaj odkrili, kako to napreduje, a se že približuje Evropi in ne. In me je nek adrenalin držal v ful dobrem počutju. Marca sem šla v Slovenijo in takrat sem ostala na podgoričkem letališču. Če se spomnite iz mojih storijev, še zmeraj med highlighti v storiji, v glavnem. Preletela sem v Podgorico, cela država je šla v popoln lockdown, čeprav niso imeli niti enega okuženega in jaz sem ostala na letališču zaradi tega, ker pač me niso mogli noč spustiti, ampak niso me pa tudi mogli nazaj poslati zaradi tega, ker ni bilo več letov nazaj za Ljubljano. Tako da sem prespala na letališču in bila 21 ur na letališču. Epic story. Potem, ko sem marca prišla nazaj, še zmeraj je bilo vse ful novo, ful interesantno, bil je en adrenalin, ki me je držal v res dobrem počutju. Potem se je pa začel počasi malo desperate. Smo imeli že vsi malo dost lockdownov, pa ko smo bili že vsi tako, ok, samo da poletje pride, visoke temperature, pa se bo vse šlo preč, a ne? Pa pač nekako ni šlo preč. Maja sva se zaročila in to je bil spet en ful ogromen highlight v mojem življenju in spet moje počutje je bilo through the roof. In začela sva planirati poroko, takoj sva rekla, da bova jo prestavila na naslednji let, na maja 2021. Začela sva iskati prostor, začela sem iskati obleko, skoraj vse sva imela splaniran, tako v roku 14 dni. Malo boljše je bilo, no, malo boljše je bilo, pač uživali smo poletje, bilo je vse super in potem je prišla jesen in ta korona še zmer ni hotela iti preč. Junija mi je uspel še enkrat priti v Slovenijo, zelo na kratko, zelo na hitrco in potem se je začela jesen in krajši dnevi in slabo vreme, konstantno dež in to stanovanje se ni šlo s takim tempom naprej, kot sem jaz mislila, da bo šlo in me je potem še to čist depresiralo. V glavnem, moje mentalno zdravje je šlo samo takole dol, takole. Vedno bolj slabo sem se počutila, brez kakršnekoli energije sem bila, težko sem naredila še tiste vsakodnevne stvari. Niti nekaj sem si jih zadala, da jih moraš narediti, pač generalne stvari, ki mora človek narediti vsak dan, a ne. Totalno me je v bistvu rešilo to, da smo šli nazaj delati v pisarno, da nismo delali doma, tako da sem se pač zjutraj mogla vsaj obleči, pa tisti nek minimum make-upa dati gor. In enostavno nisem mogla snemati. Imam video o lokaciji poroke, kjer sva v bistvu rezervirala za letošnje leto, za maja 2021, kjer se bo poroka zgodila. Imam cel video, kako sva zbirala lokacije, vse lokacije posnete, poslikane. Video je narejen, zmontiran, pripravljen za objavo, ampak ne vem, a ima zdaj sploh še kakšen smisel, da ga objavljam, glede na to, da sva rekla, da bo poroko prestavila, ker trenutno smo februarja, pa sem sigurna, da marca poroka z 230 svati še ne bo mogoča. Dajte napisati v komentarje, a bi želeli ta video videti, ali ga postim za takrat, ko bo dejansko pač prišlo to na vrsto, ali ne vem, no, pač video je zmontiran in sedim na računalniku in jaz sem pač tako, to nima več nobenega smisla. Ful ne želim, da to izpade kot joj, bogatjaša, res ne želim, da tako izpade. Ampak enostavno želim pokazati, da meni je bilo težko, zato sem se odločila umakniti iz družbenih omrežij. Zelo malo sem objavljala na Instagramu, na YouTubeu praktično ni bilo nobenega videa in to je bil en moj način, da začnem sama sebe znova graditi. Da postavim sebe na prvo mesto in svoje zdravje in zdravje moje glave. Vem, da mi ni bilo najhujše, vem, da so ljudje v mnogo hujših situacijah, kakor sem bila jaz. Edina stvar, ki vam hočem reči, je pač, dajmo se boriti naprej. Ker vsak se bori za svojo specifično situacijo in s komerkoli se pogovarjam, sam to imam v glavi, lej, vsem nam je težko. Dajmo biti
kukar se da, kukar smo pač sposobni, prijazni en do drugega in imeti vedno v glavi, da mogoče se oseba na drugi strani, s katero se pogovarjaš, ali prek maila, ali prek telefona, ali prek Zooma, mogoče je še težji kot tebi, pa čeprav se tebi zdi, da se je svet sesul. Način, da sem se jaz umaknila, je bil način, da sem se jaz restartala in da sem se lahko toliko skupaj sestavila, da sem sestavila skupaj vizijo, kam želim, v katero smer želim, da se moje življenje naprej premika. Ker ne bom rekla, da tako, kot sem si ga zastavila, da je nemogoče, da gre v tej smeri. Enostavno neke stvari sem začela malo drugače dojemati. Biznis uspeh ni vse na svetu. Fancy stanovanje ni vse na svetu. To, da se imamo mi radi in da se dobro razumemo med sabo in to, da imam jaz tle pošlihtane stvari v glavi in ko se zjutraj zbudim, da mi ni prva misel, vstati moram, ampak da mi je prva misel, olej, nov dan. Sliši se ful ono, kako optimistično, pač skozi je sonček, pa skozi okoli ptički žvrgolijo. Ni tako in ne rabi biti tako. In ne rabiš biti skozi ekstatično srečen in navdušen. Sam pač, da si miren. In v tem letu bom po moje še ful raziskala to tematiko, kje so stvari, ki naredijo mene mirno in s katerimi stvarmi sem jaz dosegla en ta moj notranji mir. To je to za ta video. Pridejo room touri. Vsega. Ampak zaenkrat še niti ena soba ni zaključena do konca. Tako v kuhinji mi napa manjka, lej! A vidiš, pač pralne stroje imam v sred dnevne sobe, v kuhinji moramo napo inštalirati gor. Tako da, takoj, ko bo vsaj nekaj zaključen, se bomo podali v to noter. Pa closet reorganization, veš, kakšno omaro novo imam. V glavnem, ful sem navdušena. Se vidimo kmalu. Čau!